Vsi skupaj pa prav lepo pozdravljeni. Moje ime je Janja in z vami bom naslednje pol ure ali pa 45 minut, odvisno tudi od vas. Zakaj pa smo mi pravzaprav danes sploh tukaj? Že nekaj let zapored prirejamo v naši skazi, v našem podjetju dan odprtih vrat. Takrat povabimo vse udeležence, vse obiskovalce, da se nam pridružijo, da jim prikažemo, pokažemo naše prostore, povemo, kaj delamo, kako to delamo, kakšni so naši načrti. No in vse to in še več boste seveda izvedeli tudi danes. Vas pa seveda vabim, da ste vse skozi aktivno vključeni. Bi vas v tem trenutku vprašala sploh, kako ste. Res je, da ne morem slišati, lahko pa preberem vaše komentarje, zato vas vljudno vabim, da mi zapišete, kako se počutite v naši družbi. Joj, kaj pa je to? Naš organko je prišel. Pozor, presenečenje. Le kaj nam pripravlja naš organko? Ja nič, jaz bi rekla, pustimo se presenetiti. Še enkrat vas pozivam, danes lahko vprašate, kar želite, dobili boste odgovore iz prve roke. No, zdaj pa mislim, da je čas, da res čisto uradno odpremo naša vrata. Kaj mislite, katera je tista oseba, ta prava, da bo to storila? Kdo drug kot lastnica našega podjetja, Tanja Skaza. Tanja, pozdravljeni. Živjo, Janja. Živjo, kako ste? Živjo. Ja, hvala, dobro. Ne še. Joj. Ampak v vsakem primeru, danes bi želeli, da vam pokažemo, kako mi res živimo to naše poslanstvo in kako so se naši zaposleni poistovetili z vrednotami. In bomo skozi celotno dogajanje vam predstavili dejanja naših vrednot. Janja, imam pa eno zadevo, eno vprašanje zate. Jaz zelo rada govorim o vrednotah in o poslanstvu, to še ne bova izdali. Katera je tvoja vrednota, zakaj si se ti pridružila podjetju? Katera vrednota te je potegnila? Jaz moram povedati, da se mi o tem res velikokrat pogovarjamo, o tem, kako živimo naše vrednote, kako se z njimi poistovetimo. In moram reči, da to vprašanje večkrat dobim. In po eni strani je zelo enostavno in je tudi odgovor enostavno, ker najraje rečem vse z vsemi petimi. Ampak včasih pa je le nekako treba se odločiti za tisto eno oziroma eno izpostaviti. In mogoče bi jaz to povezala tudi z eno tako kratko zgodbico, kajti jaz zdaj v dobrem letu, odkar sem tukaj, moram reči, da sem res toliko začutila to odgovornost do naravnih virov in narave, da kadar grem v trgovino in slučajno pozabim na kupovalno vrečko, sem lahko ali peš ali pa z avtom, nima veze, jaz si bom tiste izdelke naložila na roke, pa jih pač odnesla skod domov, zato ker vrečko za enkratno uporabo ne kupim več. To prej res ni bilo. Moram reči, odkar sem tu, pa to se je spremenilo. Ampak ste povedala je dve vrednoti. Povedala je odgovornost, pa povedala je naravni viri. Tako, da, zelo lepo. Res ta odgovornost do okolja in naravnih virov. No, ko pa sem že omenila ravno okolje, tako kot ste prej že nakazali, da je en poseben dan, bom rekla, mi smo ga izbrali na svetovni dan okolja. Tanja, kako pa bi vi to povezali z našim? Jaz bi najprej povedala, da nas je vreme nagradilo, ker vidiva, malo prej še deževalo, zdaj že sonček, kar pomeni, da se nam nasmiha in nam pravi, da je dobro, da se ozavestimo, da je potrebno poskrbeti za okolje. Zato tudi v našem poslanstvu nagovarjamo ljudi, da to meni pomagamo in da skozi spremembe spremenijo tudi svoje navade. Kako? Z inovativnimi produkti, predvsem zaradi tega, da se zavedamo, da na tak način ohranjamo ta naš planet, zato da je lepši in čistejši. Odlično. Tanja, zdaj pa jaz mislim, da je čas, da resnično uradno odpreva naša vrata. A ste za to? Gremo. Ampak še nekaj, takoj zatem bi vas pa jaz nekaj prosila. Res, kaj pa? Ja, da pojasnite našim gledalcem, poslušalcem, kaj pa je tista osnova, tisti temelj, da lahko podjetje sploh gradi oziroma živi svoje poslanstvo in seveda gradi uspehe in dobre rezultate. Hvala, Janja. Janja mi je postavila vprašanje, tista, ki ve, da so meni najljubša.
Vsako dobro podjetje tvori organizacijska kultura. Kaj pa je sploh organizacijska kultura? To pomeni zaposleni, ki se poistovetijo z vrednotami in živijo poslanstvo. In res mislim, da odpremo vrata in greva pogledati, kako mi že zbiramo ljudi, da pokažemo in nagradimo ljudi, ki res živijo vrednote. Evo. Si za to? To leto še imam priliko, drugo leto je več nimam. Drugo leto bo že naši direktorji to počeli. Evo, že to. In naši lončki so narejeni, lučke sestavljajo naši lončki. Ok, in mogoče se približamo, vsako leto izbiramo najsodelavec, jaz rečem, to so naše zvezdice na podlagi odgovornosti. To je tisto, kar tvori organizacijsko kulturo. To meni, na eni strani imamo Željka, kjer kot vodja izmene kaže to odgovornost do svojega dela, vedno priskoči na pomoč. Ena izmed močnih naših vrednot je odgovornost. In potem je pač napisano, zakaj je odgovoren. Naša Ana Šipkova je izredno dobra in je proaktivna in tudi ciljno naravnana. Druga naša vrednota so cilji. In če si postavimo cilje, potem tudi temu sledimo in zaradi tega tudi podjetje raste. Seveda je še druge vrednote ima zraven. Naš Matic pa pokaže, kako zelo vključuje to spoštovanje, odnos, kako gradi odnos, da lahko tudi njegovi zaposleni dobro funkcionirajo, tudi njegovi sodelavci. Zdaj bomo pa šli spoznati mojo sodelavko, ki je skoraj že 7 let pri nas, ki je izredno srčna, živi 2 močni vrednoti. Res 2 močni vrednoti, gremo pogledati našo polovco. Jaz bi rekla, da njena vrednota je odnosi. Rada gradi odnose z našimi kupci. Gremo jo spoznati. Draga Polonca. Tanja, živjo, jaz sem že pripravljena. A ti? V polnem štartu, živjo. Jasno. Videli smo, en velik objem. En velik objem. Srčno objem. Srčen objem. Polonca, jaz danes se veš, da se bomo pogovarjali o vrednotah, prednjim, pri meni je vedno malo drugačen tekst. Prosim, če mi povej, poživo. Povej mi, katera je tvoja vrednota od 5 vrednot, da je ti res živi? Da vidim, če smo vogalna. Sem vedela, da me boš vprašala, da sem se pripravljala. Me zanima. Ja, narava. Naravni vir. Poglej, si skozi obkrožena z naravo, s cvetlicami, z rožami, doma dela na polno. Kjer je pa še druga? Ker nekaj drugega, to se strinjam, nisem dotaknila se, katera te še zelo navezuje na to naravo, da si začela s temi organki, da jih tako srčno živiš. Kjera je še tvoja tista močna vrednota? Dobro, tudi izkušnje, ki mi zdaj že ponašajo. Yes, v redu je, držimo izkušnje, znos. Zdaj bom pa res nekaj že izkušen, ker že kar nekaj časa torej delam. Ja, znam je že tudi organko, ki je že počasi. Ja, presenečene v nadaljevanju. Izkušnje, pa seveda odnos, taj ne brez odnosov ne bilo. Sem v prodaji in je potrebno torej graditi odnose, se imeti dober s kupci, ne nazadnje, ne nazadnje, Tanja, poglej, jaz ti moram nekaj povedati. Poglej, kako dober odnos imam. Domov, na moj naslov je seminarna, ki je naš kupec, seveda poslala orodje in semena in zemljo k meni domov. Dej nekaj, kar domov bi poslala. A se ti spomniš najnih prvih začetkov? Naj povem, a vi veste, da leta 2010, ko je prvi organko nastal, a mi pa imamo tega prvega, ne, nimamo prvega. Sva pa tako ne šle, ne? Jaz sem bila gospa z Biokanto, ampak s to Biokanto. Ona pa potem se mi priključila. Ampak kaj je bila poanta? Ljudje niso vedeli, zakaj bi to uporabljali. In se mi zdelo ful čudno. Danes je tako, da sploh v trgovinah ne rabimo biti. Dobro, zdaj si, kjeri kupci so taki, ko jih imaš najraje? Seminarna, Merkur, Špare smo povedali, da smo kar prisotni res pri vseh. In kaj je zelo pomembno? Zdaj ni več potrebno tako, kdo smo, kaj smo, kar ne želimo, da znajo. Točno to. Danes smo gospe z biokantami, ampak drugače se nikar poimenujemo gospe z organki. Ja, takole. Moramo, preden seveda gremo naprej, tam še nekaj povedati. Da vsi tisti, ki nas zdaj spremljajo, naša spletna stran zelo aktivna, www.stasa.st in pa presenečenje imamo danes. Dej nekaj. Ja, mi smo pripravljeno presenečenje organkov, a lahko prideš malo sem skoči, no? Tako ne? To pa tudi jaz ne vem. Ne? Jaz sem prišla naknadno zraven, tako da zdaj bom vse slišala, vsa presenečenja. Po presenečenju, zato vsi tisti, ki nas zdaj ne gledate, pa se nam še boste pridružili, pa hitro pokličite, ne, svoje prijatelje. Zdaj smo v živo, dajmo pogledati, kaj imamo presenečenje. Ne bomo še. Ne še? Ne. Preveč bo, jaz bi tudi tako rekla.
hvala za presenečenje. Draga moja Polonca, iskrena hvala. Veš kaj bi še rada? Mislim, všeč mi je bilo, nisem se zdaj dosti zmotila. Saj je potem povedala izkušnji odnosi. Jaz bi pa se zdaj rada dotaknila še dve močni vrednoti. Zdaj si govorila o naravnih virih in ta druga taka zadeva je odgovornost. In glede na to, da smo mi z Igorjem predala vodenje podjetja dvema direktorjema, se bom zdaj mu direktorju, da preverimo, kakšna je njegova vrednota odgovornost in da nam Branka kaj več pove, zakaj skrbimo za ohranjanje narave. Smenjeno? Tajne se vidimo kasneje. Čau. Lepo bodi. Čau, srečno. Goedemorgen aan alle bezoekers van onze virtuele overdag. Bart, kaj pa to pomeni? Entschuldigung, my apologies, se upravičujem, sorry, celo mešnava. Ok, hvala, zato ker sem se že bala, da bova mogla komunicirati v nizozemščini, kar bi bil pa zame, po mojem, kar velik izziv. Verjamem. Bart, lepo pozdravljen, kako si? V redu, hvala. Bart je eden od naših dveh direktorjev, ki sta v lanskem letu prevzela vodenje podjetja, je pa Nizozemec po rodu. Tako. Povej, koliko časa si že pri nas, kaj te je sploh prineslo v Slovenijo in kako se pri nas počutiš? Živim že tukaj 11 let. Seveda je ljubezen tisto, ki vsak moški potegne v Sloveniji. Očitno tudi na konec sveta, če je treba. Tako. Ampak prvič, da sem se srečal v Sloveniji, je bil že 27 let nazaj. Tako da takrat je začel ta občutek, tukaj bo moj dom. Tako da v bistvu lahko rečemo, da si že kar pravi Slovenec. Mislim, da se tudi po jeziku pozna in verjamem, da se strinjate z mano. Lahko mi tudi v komentar zapišete, ali je ta prav ali ni, če ga vzamemo čisto za svojega. Hvala. Bart, da greva naprej. Ena odgovornost je tiste, oziroma ena od naših 5 vrednot je tudi odgovornost. Kakšno odgovornost si ti konkretno prevzel v lanskem letu in pa kaj za tebe sploh pomeni odgovornost? Odgovornost, kaj sem jaz prevzel, bom tako rekel, kar pomeni odgovornost zame. In zanj sva se malo hecala z Robertom, moj sodelavc, tudi kar se tiče odgovornost. Kdaj se to začne? Kdaj se začneš odgovorno obnašati? In v bistvu sva prišla do debate, da en izmed ključnih momentov je takrat, ko dobiš otroka. In to oba sva se strenjala in najbolj cool je, da tista 2 leti pa pol nazaj, ko je moja hčerka se je rodila, sem se jaz odločil, da pridem s Kazi. In jaz mislim, da od takrat naprej, kljub temu, da sem bil že malo odgovoren prej, se je ta nivo precej povečal. In to hočemo tudi tukaj, hočem jaz tudi tukaj kazati v širšo obliko. In to pomeni, da v Skazi smo odgovorni do vse deležniki. Predvsem začnemo pri zaposlenih in potem do lokalnega okolja, kjer se zavedamo in danes še bolj, kaj pomeni biti organizacija v Šaleško dolino in kakšen efekt lahko imaš na lokalno prebivalstvo. In ta odgovornost, to eni lahko počutijo, ampak ne, jaz mislim, da če imaš ta prav odnos do te odgovornosti in da razumeš, da je vsak slog drugač, lahko skupaj s vsemi, ki tukaj delajo, ki so povezani s Skazo, lahko en zelo lepo zgodbo naredimo. In pravzaprav to so potem izražajo odnosi in odgovornosti do kupce, ki so precej pomembni za nas, ampak tudi do dobavitelje in druge partnerje. Predvsem tudi odgovornost in odnos do podjetja sam in seveda lastniki podjetje, ker skupaj ustvarjamo ta zgodbo. Zdaj mogoče, če se čist malo samo nešam, mi smo v lanskem letu, oziroma letu, bom rekla, dobili tudi priznanje lokalni skupnosti prijazno podjetje. Tako. Lepega, ne? Ja,
Torej, bi lahko rekla, da je to mogoče dokaz tega, da pa res delamo dobro za okolje, da imamo dobre odnose z okoljem. Ja, to ne samo odnos do okolje, kakšne izdelke mi naredimo in kaj mi v bistvu prispevamo do tega okolja. Ampak ja, mi z ekomateriali in z naše produkti, ja, ki kažejo, kako lahko boljši svet narediš, imamo tudi vpliv ne samo na lokalno, ampak v bistvu po celem svetu se pojavimo. In če se mogoče dotakneva še tele zadeve tukaj, European Plastic Pact, a bi nam mogoče na kratko povedal še kaj o tem? Ja, tako, naši produkti so iz ekološkega materijala, ali iz recikliranega materijala, ali iz bio-osnovani materijal. Tukaj smo del konzorcij, bom tako rekel, plastičari po celem širokem paletu, ki skrbijo za lepši, čistejši planet. Osebno smo v skupini Design for Circularity. To pomeni, da vsakič, ko en produkt dizajniraš in ustvariš, moraš že skrbeti, da vse elemente so tudi pripravljene za nadaljne ali reciklaže ali drugo obdelavo. In se mi zdi, da je to precej danes pomembno, da tudi s tem pokažemo našo odgovornost in odnos do planeta. Jaz sem že veliko govoril o odnos do planeta in naravo. Oseba, ki to še bolj pozna kot jaz, je naša Branka. Branka, povej malo več o tem, na kakšen način mi skrbimo za naš planet. Ja, res je, Bart. Ena izmed mojih glavnih vrednot je narava. Naravo živimo tako doma kot v službi. In ker z družino dosti časa preživljamo v naravi, vedno gledam, kaj dam otrokam, ki jim postrežem hrano in kakšen odtis puščamo kot družina. Po drugi strani je pa pomembno, kakšen odtis puščamo mi kot družba, kot plastika skaza. In zato uporabljamo v prvi vrsti samo trajnostne materijale za našo lastno blagovno znamko, kot je že Bart prej omenil, biomaterijale pa reciklate. In če pogledamo naš Pick & Go, je narejen 94% sladkornega trsa. In s tem izdelkom v naravi poskrbimo za negativen ogljični odtis. Kar je zelo pozitivno. Ja, v bistvu negativen ogljični odtis je v bistvu pozitiven, ker s tem odstranimo ta ogljikov dioksid iz okolja in s tem pripomoremo k boljšemu ozračju. Torej, vzamemo tale granolat, ki je 94% biomaterijala, sladkornega trsa, dodamo malo barvila in dobimo izdelek, ki tudi sam po sebi skrbi za lepšo naravo. Jaz v bistvu ta Pick & Go uporabljam na morju, vzamem tole cedilo, noter dam sadje, ga operem in nesem na plažo otrokam. S tem v bistvu potem še pripomorem, da ne uporabljam plastike za enkratno uporabo in spet dodatno pripomorem k lepši, čistejši okolici. Da ni samo mi skrbimo za lepši planet, Ja? ampak da mi tudi izdelek, sploh izdelek, naredimo lep, je tudi izkaz naše Bokaš Organko 2, ki je tudi leto nazaj dobil Red Dot Award, ki je en izmed najboljših prestižnih nagrad v Evropi, kar se tiče dizajna. Ne samo, da je namen tega izdelka super, tudi izgleda dobro. In priporočam vsako gospodinstvo, da imate to doma, na pultu in bom tako rekel, mi imamo novo barvo. Bart, vsega jim še ne povej. Imamo novo barvo. Okay, imamo novo barvo. Vidim, da že prodaja, tako da je čisto potrebno povedati, da imamo novo barvo. Okay. Ampak da ni skočilo. Moram skočiti nekaj noč vmes. Dej mi povej, kjer kupec je v tebi, glede na to, da si ti Nizozemec, katerim kupcem si najbolj zadovoljen? Bom tako rekel, mi smo začeli prejšnji teden na Amazonu. Ja, to je bilo naše želje že mnogo let. Ja?
in kjer imamo zelo dobre izkušnje v severni del Evropo, ja, kjer od Švedska do Nizozemska so naši izdelki prisotni. Smo pa prejšnji teden lansirali Amazon in naš partner, ki to za nas pakira pa pošlje, je vsak dan klical, a smo nori. Ja, ker toliko smo pojačal prodajo in da sploh nismo vedeli, kako se obrnemo. Tako da bom tako rekel. Kjer? Na Nizozemskem, v Franciji, v Nemčiji. Tako da... A veš, da sem mislila, da boš prvo rekel Nizozemce. Zakaj? Ja. Ker vem pa, kjer kupec je pa njej najljubši. Ona ima pa rada Japonce. Ja. Tako da, in mi je vedno tako rekla, če smo na Japonsko prodali, bomo še kam drugam prodali. A sem se zmotila ali to drži? Ne, res je, če smo prodali bokaši sistem na Japonsko, ki so izumili bokaši, fermentacijo, kol smo zmagali. Okay. Janja, jaz se te pravičujem, jaz sem Ne, mogla delno smo s tem že odgovorili na naše vprašanje, oziroma vprašanje Mirjam, ki je vprašala, kdo je vaš glavni kupec in pa kam prodate največ izdelkov. A bi še kaj dodal? Kaj bi še dodal, da če govorim za plastiko skazo po celoti, imamo dva glavna kupca trenutno, to sta IKEA pa Landis+Gyr. IKEA na naše znane stole Tobias, ki je najbolj prodan stol v IKEA-ne trgovine, pa Landis+Gyr, ki se ukvarja z elektrostevcem. Potem pa pridemo do LBZ in tam imamo predvsem v Skandinaviji, to je Bokashi World, na švedskem pa na norveškem, ki je ta glaven. Potem pa bom tako rekel, od vse teh 27-28 držav v Evropi smo vsaj v ene lepo tretjine zelo dobro prisoten in jaz lahko že skoraj rečem, da bomo kmalu vsako peto gospodinstvo v severni del. In v bistvu tudi na celem svetu, ker če smo zdaj prišli v Amazon, so se nam odprla vrata na cel svet. Drži. Super. Branka, a nam še imaš ti kaj zapovedati? V bistvu ne, se je že bar začel, tako da s tem bokaši organkotom odstranimo odpad iz okolja. Produkt. In kot vidite, je tudi svetlih barov in v bistvu, če je včasih veljalo, da so se reciklirani izdelki že nadalje čvidli, danes ni več tako, lahko naredimo tudi nove barve. In če jaz zdaj vse to, kar si nam povedala, povzamem tako zgolj v enem stavku, ali drži, da je naša plastika okolju prijazna? Seveda. Odlično. Potem pa jaz predlagam, da skočimo k Polonci in ugotovimo, katere so naše nove. Tako ležimo, pa smo ponovno skupaj. Ja, Branka in ekipa, hvala lepa za besedo. So se pogovarjali po novih barvah. Ja, drži, a ne? Tukaj so nove barve in sicer meni je vedno tako zanimivo, ko se ekipa zbere skupaj, kakšne barve bomo letos dali, kako, kaj. Vedno je potrebno pogledati trende, torej kakšne so trendovske barve, ampak letos smo se za organka oziroma za novi dve barvi odločili, da gremo čisto v naravo, ker smo naravi prijazni. Poglejte, kremna zelena barva, torej kremna barva in pa olivno zelena barva povezani torej z naravo. Dik narave in organko absolutno sodi tja. Takole, jaz bom seveda vas povabila vse tiste, ki me zdaj res spremljate, tukaj spodaj, ne, se je izpisala spletna stran, kjer boste našli vse dodatne podatke, torej 3x2.b.skaza.si, kjer najdete res vse, kaj organko predelam, kako z njim delujemo, na kakšen način in pa seveda torej predstavljamo nove barve. Jaz si bom zdaj še drznila nekaj prebrati, preden predajam besedo ostalim. In sicer, ja, nekdo mi že tika za obratnik. Kdo je zdaj tle? Branko, presenečenje, vse vem. Zdaj pa Markom pa že nespitla naprej, ne? In sicer prej smo rekli, da imamo presenečenje. A se ti mene tam zdiš? Ne, prijit imamo še. Danes bomo dobro zale poslušali. Takole, danes imamo za presenečenje. A ti veš kaj? Kaj pa že veš? Bo, ne? Super! Danes podarjamo 2 organka. Wow, super! Ja, zaploskamo danes 2 organka, ampak kako se boste to nagrado
lahko prisvojim, pa več v nadaljevanju, ampak dajte mi še zelo eno minutko, lahko, sem slišala, da ja, in sicer rada bi nekaj prebrala, mojo zgodbo, pa poslušajte. Okolje je vse, moja kuhinja, moja marica, moj koš za odpadke, moja okenska polica, moja terasa, ali ni moja, moj balkon, moj vrtiček, vse je okolje. Karkoli počnem, vplivam nanj. Zato razmišljam, kaj počnem. Ravnam odgovorno zase, za svojo družino in za okolje, v katerem živim. Kar prinesem domov, uporabim. Če ne zase, pa za zemljo. Ne ustvarjam odpadkov, ustvarjam vire za nove življenjske kroge. Biostanki so energija za prst. V njej raste hrana, lepota in izkušnje. Z efektivnimi mikroorganizmi in s fermentacijsko količino raste vse to še hitreje. Uporabljam starodavne modrosti kompostiranja, a na nov, moj način. Skladen z mojim vlastnim koščkom okolja, skladen z mojim življenjem, z mojo okensko polico, balkonom, vrtom z zemljo v okolici in z zemljo v celoti. Deluje pri meni doma, poskusite še vi, se vidimo. Zato predlagam, da ostanete z nami do konca, ko boste izvedeli, kako se lahko potegujete za čisto nov mini kompost, torej organko v novih barvah. No, medtem smo mi dobili eno vprašanje in sicer nas Igor nas sprašuje, kdaj bomo organizirali obisk proizvodnje v živo. Ja, nekaj malega vam bomo pokazali že danes, seveda pa se mi veseli organizirati takšni obliki, kot smo ga imeli prejšnje leto, tako da bodo tudi takšne razmere v naša država, vsekakor gremo tudi mi. Enega naših danes že spoznal, zdaj pa se bomo predstavil še drugič, to je Vrt Agič. Jaz pa naj vas spomnim, da še lahko kadarkoli zastavite vprašanje, katero vam danes z prve roke. Zdaj pa le skočimo k Robertu, svoje delovanje vrednoto, s katero se on najbolj poistoveti. On namreč vedno, brez kompromisov teži k doseganju visokih ciljev. Robert, izvolite. Hvala, Janja. Sem Robert Agnič in ja, stremim k doseganju visokih ciljev. Podjetju sem se pridružil jeseni 2017 kot tehnični direktor, od lanskega julija pa skupaj s kolegom vodiva podjetje, kjer sem govoril za industrijsko prodajo, strateško nabavo, proizvodno, vzdrževanje, razvoj ter skupne službe, kot so finance in kadrovska. V podjetju na nivoju industrijske prodaje vzdržujemo 3 segmente, in sicer elektrosegment, pohištveni segment in na novo ustanovljen medicinski segment, na katerega sem izredno ponosen, saj smo zdaj že v kratkem pridobili nekaj kupcev ter prestali prvič standard po ISO 13485. Za kupce izdelujemo razne izdelke, najbolj smo pa ponosni na stole iz polikarbonata, na 100% reciklirane izdelke, na pametne števce in tudi na sestavne dele z elektroomare. Kupcu pomagamo pri ideji od idejne zasnove izdelka, pilotnemu razvoju orodij, vzpostavitvi pilotne serije in jasno potem tudi sama serijska proizvodnja. To pa ni vse, saj potem tudi, če življenjski cikel izdelka non-stop izboljšujemo proces in tako pomagamo kupcu ostati konkurenčen na vedno bolj konkurenčnem trgu. Jasno, želimo si postati tudi pametna tovarna z digitalizacijo in z avtomatizacijo vseh procesov, kar bo omogočilo vsem našim sodelavcem, da grejo na delovno mesto z višjo dodano vrednostjo in tudi bomo bolj skrbeli za okolje z brezpapirnim poslovanjem. Če želite postati del tega, postavljamo izziv za vas, pridružite se Skazi, postanite naš partner, verjemite, nismo izgubili nobenega v zadnjih 43 letih. Da pa lahko to vse dosegamo, imamo pa kompetentne in pogumne sodelavce in ena izmed teh je naša Jana, ki vam bo povedala več. Hvala, Jana, izvoli.
Živjo, moje ime je Jana, sem del oddelka strateške prodaje in moja glavna odgovornost je razvoj novih poslov tako z obstoječimi strankami, kot tudi z novimi kupci. Ključno v našem poslu je to, da znamo z našimi strankami vzpostaviti take pristne, dolgoročne partnerske odnose z nekim vzajemnim sodelovanjem in tudi z ustvarjanjem nekih pozitivnih izkušenj na popolnoma vsakem stiku, na katerem se srečamo. In ravno to je tudi razlog, da mi naše kupce spremljamo skozi vse faze poslovanja. In ena izmed glavnih nalog naše ekipe je seveda tudi ta, da znamo za naše kupce najti neke izboljšave in optimizacije. In ravno to bi rada danes delila z vami, en odličen primer iz prakse, kjer smo našemu zelo pomembnemu kupcu na že obstoječem projektu naredili eno odlično izboljšavo. In sicer gre za vpeljavo skoraj popolnoma avtomatizirane sestavne linije, katere glavna naloga je ravno to, sestava vgradnih delov ohišja pametnega elektroštevca. In kaj smo pridobili s tem? V bistvu dve zadevi. Prvo, kar podvojili smo produktivnost, kar pomeni, da dobimo kar dvakrat večji output v primerjavi s predhodno ročno sestavo. Vgradili pa smo seveda tudi različne kontrolne postaje s kamerami in senzorji, ki preverjajo prisotnost teh vgradnih delov na končnem izdelku in pa tudi opozarjajo v primeru kakšne potencialne večje estetske napake. To je torej to, v bistvu v našem svetu potrebujemo res veliko volje, veliko vztrajnosti, ampak za tista pravi uspeh je potrebno veliko poguma. Pogum v bistvu zato, da si drznemo biti drugačni, da si drznemo biti boljši od vseh ostalih in tako presežemo svoja pričakovanja in tudi pričakovanja naših strank. Mi smo še preden smo danes začeli s tem podajanjem v živo, prejeli vprašanje od Sabine. Sabina je ena naših stalnih spremljevalk, ampak organka še nima. Je pa tako zelo potencialna kandidatka in je tik pred odločitvijo na tudi. Sabina nas je vprašala, če lahko mi njej prostorno prikažemo organko dolje. In jaz mislim, da je Jaka zdaj nekje v zadnji že vrti naše kamera film, ki je res nazorno prikazuje. Mislim, da se že vrti. Hkrati bi pa tebe prosila, da nam seveda tudi ti razložiš, ti to uporabljaš še vrsto let, mislim, da lahko rečemo, da je to tvoj Pravični sedem že. Pravični sedem. Tako da mogoče najboljše, da nam ti z prve roke poveš, kako. Mimo grede, a veste, da je Polonca tista, ki se pojavlja na profilu Bogaši organko, pa vam velikrat res svetuje, tako da ne pozabite tudi tam pogledati njenih nasvetov. Evo, Polonca, ne prim preveč, zvali, ti na Super. Tako, ja, za vse tiste, ki ne poznajo Bogaši organko, pa morda so slišali za njega, pa ne vedo, kako ga uporabljati, na kakšen način. Tudi jaz sem bila ena izmed tistih, ne. Na začetku, ko sem se tako da poznali izkaze vsega, pa to organko, pa ena zadeva. In nič, potem normalno sliko dobiti in sem začela že tako prvi dan uporabljati organka. Sicer so sama vodila, draga družba, priložena, ki je tako natančno uporabljati, ne, ker je pa potrebno malo vedeti, da vse ta prihodnost organka ima, rekla, eno veliko funkcijo v naši naravi. Iz organka, kar mečemo noter, ne, No, ampak ko si rekla, kaj pa sploh lahko mečemo v organko? seveda, se to sem zdaj začela tudi Jaz sem veliko. Jana Kukaš. Ja, In se seveda. mi nabirajo organske odpadke. Po mojem ni človeka, ki ne bi doma kuhal, pripravljal hrano in organski odpadki ostanejo tam nekje, ne vemo kam jih dati. In organka je odlična rešitev za organske odpadke. Absolutno, na hiter je pa seveda pravilen, zelo pomemben je na pravilen način, ker ljudje še vedno ne vedo, kako ločiti organski odpadek, kam ga dati, ne? In organko je tisti, kjer jaz bom rekla tako, ne, dela za nas 24 ur, pa 365 dni na leto. Vse, kar je potrebno, je to, da ko ustvarimo organski odpadek, torej ko doma kuhamo, režem krompir, olupke, damo tle noter. Ampak najprej, preden začnemo se da prav, posipamo z mikroorganizmi. To so seveda efektivni, dobri, pozitivni organizmi. To so tako ne bibice, bi jaz temu rekla, ki potem ustvarjajo ta naš
naš organski No, ampak to nam zdaj samo tako prikazuješ, ne? V resnici se ne gibajo. Ne, v Ok, resnici torej, sploh ne. da se ne bi kdo To ustrašil. so mikroorganizmi, ki delajo seveda proces fermentacije, kar pomeni, da organske odpadke v hrani oziroma v organku ne gnijejo. Kar je pomembno tudi, da prvo, preden začnemo te organske odpadke dati noter, ko nam nastane, posipamo se torej malo na dno z posipom in potem je organko pripravljen za torej metanje organskih odpadkov noter. Zelo pomembno je seveda, da stiskamo čim bolj te organske odpadke, da čim več zraka potem potiskamo ven. Jaz sem tako rekla, čisto po pravici, po moji izkušnji, kako jaz to delam. Ne se organske odpadke skozi cel dan nabirajo. Jaz sem eno položila posodico, vedno tam v plički, imam noter organske odpadke, potem proti večeru dam organske odpadke noter, popopram ali posodim kakorkoli in zaprem seveda nepotično organka. To je vse, kar je potrebno vedeti organku. Še samo to. Kaj pa potem? Ja, po 3-4 dneh pa pride ven seveda tekočina. Ta tekočina, v bistvu ti mikroorganizmi delujejo v teh organskih odpadkih in seveda tekočinica, vse kar je še ostalo v organskih odpadkih, gre tekočina ven. Tekočina je prepojena tudi z minerali, z proteinskimi snovmi, gre za v bistvu zelo naravno gnojilo. Absolutno, jaz ne poznam nobene naravne gnojila. Naravno gnojilo, Ki ga uporabljam, zelo dobro poslušajte, za seveda rušice, za povrnine, potrebno pa vedeti, da ga je potrebno razrečiti. Ja, ker je to zelo močen koncentrat. Jaz doma testiram, ker sem že tudi testirala na enih rožicah, ker si rekla, se to mogoče pa ne bo deloval, in je zelo deloval in so se mi posušile, tako da zelo previdno. Ponovili seveda razrečim v 12-litrsko kamnico in grem zalivati seveda povrtnine. Zelo pomembno je, da ne zalivamo direktno rože, ampak da zalivamo torej kar na zemljo. In pa tretja zadeva je odtoki. Odlično, ker se seveda na začetku zelo veliko te tekočine ustvarja, ker seveda vsa ta tekočina gre iz organskih odpadkov. Je neuporabno potem vse za povrtnine, ampak za odtoke. Torej, koliko ostane še posebej v zimskem času, ne veš kam to dati, seveda gre v odtoke, zgornji del sifona, odlično ti mikroorganizmi pojedo vse te maščobe in mesnate. No, jaz moram priznati, da pri meni to deluje. Ker jaz ga namreč že uporabljam in ga uporabljam res tudi za odtoke, tako da meni je to super. Jaz moram tudi to povedati, da mi je en naš kupec, ko sem šla, saj veš, ko grem do kupcev, povedal in rekel, Polonca, odlično, tudi v bloku, ker ljudje uporabljajo organka, drugmu čistijo sifone. Oziroma, drugmu čistijo, pri 165 pa še nimamo čisto razvadimo toke. vse, zato ker ni treba vsak dan odnašati bioloških odpadkov. Tako, kar pa nastane organka, pa seveda odlična surovina prepojena z minerali, ki gre direkt v zemljo. Jaz ga že vidim zadnji, vsega že vidim. Ker je že čist nestrpno. Ker je že organka prid, Jane Grad vprašanje. Zdaj pa Jane res pravi čas, da povemo. Ja, mislim, da pa zdaj pa res tisti pravi čas, da zaupamo, kaj je Presenečenje. vprašanje. Nagradno vprašanje je seveda kakšno. Da povabimo vse vas, da zdaj te spodaj upišete, komu bi Janja priporoči svojemu prijatelju greja. Kdo od vaših prijateljev je tisti, ki si najbolj zasluži organka in seveda zakaj? Zakaj? Podarili bomo namreč dva. Tistemu, ki bo odgovoril in enemu izbranemu prijatelju. Ampak ta odgovor, ker jih je lahko seveda ogromno, mora biti zelo inovativen. Kaj to pomeni inovativen? Je tako malo drugačen, da ni zdaj to kar dve besedi. Da ni samo Polonca Marzel ali pa Janja, ne? V redu, zdaj, če se kdo na tebe spomne v besedi organku, to zdaj pač tako je, temu nimam ampak seveda tudi to bi bil eden od inovativnih odgovorov. Pa vendarle, mogoče povezati vse to, kaj smo danes slišali. Mogoče kaj z našimi vrednotami, ne vem, podarjam organka Špeli Pretnarki, pogumno, evo sem že eno vrednoto dala noter, pogumno skrbi za okolje in našo naravo, evo smo omenili že naravo, tako da nekaj v tem kontekstu, Tako, super. In na nagradno vprašanje lahko komentirajo ves dan, se pravi, ne samo zdajle, dokler smo v živo, ampak ves dan in potem, kako izberemo svobodca. Kaj tebi skozi neki piska? Mislim, da za vprašanje. Imaš tako vprašanje? Ja, Prosim, po mojem povej, da se ne vprašanje. poslovimo prehitro. Tlele, da se ne poslovimo hitro, ena gospa sprašuje in sicer gospa Ivana,
kje hranimo organka, v hiši ali zunaj. Bom povedala, da jaz jih imam 7 doma. Nekaj jih imam zunaj, 5 pravličnih 7. Jaz jih imam v špajzi, potem imam absolutno tudi zunaj. Na določeni temperaturi delajo bolj, pri neki temperaturi počivajo, če pade pod sobno temperaturo, takrat mikroorganizmi spijo in ne delujejo. Zato je pomembno imeti, ne vem, kakšne mogoče garaži ali pa špajzi, kuhinji, absolutno organ kot dve pa, draga moja Janja, brez sramu na kuhinjski pult. Tudi jaz ga imam doma na kuhinjskem pultu, priznam. Še kakšno vprašanje? Ja, še imamo. Gospa Vesna, da je nujno napolniti do vrha, preden se ga pusti 14 dni. Ja, seveda je priporočljivo, da se ga napolne, ampak malo pod robom, da se ga napolne, kar je zelo pomembno, da preden zapremo in začnemo polniti drugega. Zato je pomembno, zato je priporočljivo, da bi ljudje kot cukor polonca enega ali dva kupite. Jaz vedno rečem 2. Kaj enega zaključiš, je fajn, da seveda daš mikroorganizme gor. Eni celo še dajo malo folija, Spodjo, spodaj pa mikroorganizmi podlačite, to gor in date počivati 14 dni, ampak čim dlje fermentira, boljši je. Ko kdo potem drugega, oziroma ko začnete drugega polnati, ta počljivo in ko tega napolnite, tega spraznite, potem to deluje. In kar je zelo pomembno, zopet dajemo vse v naravo in imamo en tak krog, kar nam narava nesebično daje in potem mi vrnemo. Zdrave mikroorganizme, dobre mikroorganizme. Ja, meni je Katja prišetnala, da še imam eno zelo zanimivo vprašanje. Mogoče nas res ne bomo mogli zdaj odgovarjali bomo še ves dan, ampak tega pa le še poglejmo. Enega še poglejmo. Še enega? Kaj je prišlo? Upam, da mi ni mož kakšnega zastavil. Ker on že dobro poznava vsa moja družina, ker delamo. Špela, če mora nujno pustiti 14 dni, to je podobno. Lejte, dlje, kot fermentira, boljše je. Drugo vprašanje, ali je to to? Je to to? Super. Mislim, da bomo potem naprej odgovarjali po koncu. Drugač pa, to kot si rekla, vse podatke na 3x2.skaza.si in pa seveda tudi te filmčke, ki jih delamo na še vsega več. Tako, pa spletna trgovina, da si lahko iz kavča naročil svojega organka. Polonca, povej mi, preden zaključimo še to, kako je, zakaj pa v bistvu ti danes pripravljaš tole pogost, pa tako naprej, kaj bomo mi danes s tem? Seveda tam v zadnjih ima tudi izkaza, oziroma vsi tisti, ki predelamo tudi organske odpadke, in pridno delamo, kompostiramo, tukaj noter imamo osnovo za prvo osnovo. To je že iz komposta, kamor smo organske odpadke od organka dajali in imam tle noter. Ja, danes bomo se sadili nekaj, Ok, to bomo prepustili. To bomo prepustili, tle noter, torej imamo to našo osnovo za prvo razredni kompost, ki gre seveda direkt v zemljo, takrat, kadar doma delamo vrtove. Fajn je, da malo skopljamo globlje, damo to osnovo noter in zakopljamo 14 dni, po 14 dneh je fajn, da potem besedimo, da se malo zemlja prepoji z minerali. Jaz bom dodala tle noter še od seveda naše semenarne, ki nam je pridno dala to zemljo in bom pripravila to zadevo za posaditev. Polonca, hvala lepa, Evo Polonca pripravlja odlično. No, glede na to, da se počasi bližamo koncu, pa jaz mislim, da je prav, da tako kot smo začeli, tudi zaključimo z isto osebo, ampak predtem res upam, da ste izvedeli kaj več o nas, da ste začutili utrip, kako je pri nas v podjetju, če vas karkoli zanima, z vami bomo še ves dan, tako da le vprašajte, noben problem. Kot smo začeli, tudi zaključimo z našo Tanjo. Tanja, izvolite, povejte, kako bomo mi danes zaključili, kaj bo naše zaključno dejanje in pa ekipa, prosim, pridite malce bližje. Točno to, dajmo poklicati ekipo. Draga Polonca, hvala za tole. Upam, da ste nas slišali, ker smo vam res hoteli doživeti, tudi povedati in da ste nas spoznali skozi razne vrednote, ki bi jaz danes vprašala moje sodelavce, da mi hitro poveste vsako eno vrednoto,
zaradi tega, da naredimo en tak zaključek, potem pa še jih pozovemo. Polonca, dej najprej ti, no? Odnosi. Odnosi, točno to, ne? Super. Ker je treba graditi strankami. Ne samo s strankami, ampak s prijatelji, doma, z družino in pa seveda s sodelavci. Krasno. Branka, pogum. Zakaj pogum? Pogumno je govoriti o okolju prijaznih materialih pa plastiki v enem stavku in moraš biti malo pogumen, da se lotiš tega izziva. Krasno. A lahko vprašam vaju skupaj, katero vrednoto bi vidva zbrala? Skupaj. Je kaj takega, ko bi določila, če sta nastopala skupaj, mislim, da bi bilo dobro povedati. Katera vrednota vam blizu? Cilji, ne? Tako. Cilji. Cilji, ja. Zakaj cilji? Zaradi rasti, mi moramo dosegati rast. Tako. Prodaja je rast podjetja in to je vse nas. In tudi vsi moramo imeti cilje, da dosežemo. Tako. In doma, in v službi. Točno, hvala. Osebno in na poslovnem področju. Kje si, draga naša, ki si nas vodila cel čas? Povej mi, katera vrednota, a boš končala tako, kot si začela z vrednoto in zakaj? Ja, mislim, da je prav, ker vrednote so res tisti temelj za to, da podjetje sploh potem lahko izpolnjuje svoje poslanstvo in niza uspehe in gradi svoje zgodbe. Katero vrednoto boš izpostavila? Narava in naravni viri. Bravo, zato si vse organizirala, tudi če dežuje in te je poslušalo vreme in smo dobili sonček. Dragi gospod direktor, vi pa nekak zaključek, da bom še jaz naredila neko zaključno misel, katera vrednota je vam najbližje, zakaj ste se pridružili in zakaj ocenjujete to vrednoto? Odgovornost. Ker? Tudi pravzaprav odnos do tega odgovornosti, ker lahko jih dobiš, potem se moraš pa obnašati odgovoren. Krasno. In jaz mislim, da to velja za vse vrednote, ki mi imamo. Če se obnašamo tako, na ta prav način, vse skupaj se poveže pod eno mrežo in tiste cilje, ki hočemo doseči, ja, bomo dosegli. Ok, zdaj bom pa se jaz vsem postavila k mojim sodelavcem. Evo, mi mislimo, da smo vam danes pokazali, kako živimo te vrednote. Zdaj ne vem, koga moramo gledati. Aha, vidite, moramo gledati. Danes smo res vam odprli vrata, da pokažemo, da vrednote ni nekaj, kar je napisano na listu papirja. Vrednote je treba začutiti, živeti in tudi z dejanji pokazati. Danes smo skozi naše zgodbe predstavili te vrednote in za konec najprej, da se vam zahvalimo, ker skrbite za ta planet, se zavedate, kako je pomembno ohranjati ta naš planet za nas, za naše naslednike in mi bomo še naredili neko ključno dejanje za na koncu, nekaj, kar bi vam priporočila, da vsaj v družini eno drevo posadite na leto, bomo to mi danes naredili. In sicer vzeli bomo 2 drevesa, mi smo najprej za vsakega od nas, pa držvalo smo rekli, 2 bo dovolj. 2 javorja, smo zbrali 2 javorja in bomo ga posadili. Kdo bo to zbral, kdo bo posadil drevo? Mi skupaj, gremo ga posaditi. Hvala, da ste bili z nami, dajte nas še spremljati. Mi smo tukaj za vas, vprašanje še imamo na razpolago. Evo, s tem se jaz poslavljam. Hvala, ker ste naši zvesti stranke, ker v lokalnem okolju kažemo, da nam res pomeni to okolje, ker se zavedamo, koliko je pomembno, da gradimo dobre odnose, ker se zavedamo odgovornosti do naših zaposlenih, do okolja, do vsega in predvsem to, da če ne bomo rasli, tako osebno kot poslovno, ne bomo mogli organizirati ali omogočiti delovna mesta za družine in za vse nas. Evo, gremo pogledati, kako bomo posadili drevesa. Polonca je že. Drugo leto ga pokažemo. Drugo leto ga pokažemo. Krasno. Malo je sicer, ampak nekaj. Polonca, kaj če bi to vzeli kot filmski duh, da pokažemo in stresamo? Dajmo narediti takole. Evo, pokažemo, kako se strese okrog in okrog. Krasno. Evo, super. Se robi si lahko umijemo vedno. Ok, in gremo še na drugo drevo. Hvala, Polonca. A vi pa ste kaj že zasadila? Ne, samo pripravljala smo teren. Samo pripravlja, dajmo. Zidati, ja. Ja, pa bomo potem primle. Mi med Jano bomo na to stran, Jana še meni. Glede na to, da poračunamo, da imamo moškega na drugi strani, on pa za eno stran. A izmenjeno. Naše 2 drevesa
zdaj zasajeni. Ok, gremo. Evo, gremo, pokazati še to. Tresemo,